Zadnjič sem na YouTubeu gledala en video in je med samim videom bilo eno zelo, zelo zanimivo vprašanje, in sicer, kakšna je tvoja številka svobode? In to vprašanje mi v bistvu cel dan potem ni dalo miru, pa še naslednji dan, ker je v bistvu to vprašanje, ki bi se ga verjetno vsak izmed nas kdaj pa kdaj mogel vprašati in tudi pridobiti odgovor. Pa gremo na to, kaj sploh to pomeni. Kaj je torej številka svobode? Zdaj, če si predstavljaš svoje življenje najbolj idealno, kar je možno, tako kot si ti želiš živeti, in če preračunaš vse, kaj potrebuješ v tem idealnem življenju, prideš v bistvu do ene številke, koliko recimo moraš na mesec zaslužiti, da si ti to vse pokrije. Kar pomeni, da lahko potem čas, ki ti preostane, torej da to čim bolj pasivno seveda zaslužiš, da potem čas, v bistvu, ki ti ostane, lahko nameniš tistemu, da počneš, kar si ti zares želiš. Zdaj, seveda je idealno, da to skozi počneš, ampak verjetno vsi vemo, da čisto zmeraj ni tako. Ampak velikokrat se pa zgodi, da se v bistvu ženemo za več in za več in za več in se pozabimo v bistvu vprašati, ustaviti in vprašati, za čem sploh hitimo. Kaj je tisto, kaj si sploh želimo? In se sploh ne vprašamo in ustavimo, da bi se sploh vprašali, kaj si želimo. Koliko sploh na mesec recimo moramo zaslužiti, da bi živeli svoje sanjsko življenje. In ko gremo to zaračunati, lahko zelo hitro ugotovimo, da ta cifra mogoče niti ni tako visoka. Da namesto denarja, kar se sicer ne izključuje, si želimo mogoče imeti več časa. Kar pomeni, da lahko potem razmišljamo tudi o tem, da se samo ne ženemo, ampak da tudi živimo svoje življenje. In kot sem rekla, več časa in več denarja se ne izključuje, ampak fino pa je vedeti, koliko je tvoja številka svobode. Jaz sem recimo to vajo potem res šla narediti in začela razmišljati, naprimer, koliko potrebujem za preživetje, za mesečne stroške, za življenje in tako naprej, in kaj vse si želim početi, in na koncu v bistvu sem ugotovila, da ta številka niti ni tako zelo visoka, kot sem si morda na začetku mislila. Tako da te povabim, da se tudi ti mogoče vprašaš, kakšna je tvoja številka svobode. Koliko je v bistvu tisto dohodkov, ki si jih mesečno želiš, da lahko potem res svobodno živiš, in kaj lahko narediš, da čim prej prideš do te številke. Evo, hvala ti. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste, in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.